Leta 1875 se je 17-letna princesa Luiza Belgijska poročila z 31-letnim princem Filipom Saško-Coburškim in Gotskim, njuna zveza pa je hitro postala grenka in nasilna. Po letih je pobegnila, kar je povzročilo škandal in ogorčenje v družini. Luizo so na koncu pridržali in jo poslali v psihiatrično ustanovo, kjer naj bi preživela preostanek svojih let. A tukaj se njena zgodba ne konča. Zato se mi pridružite, ko bomo raziskali, kaj se ji je zgodilo. Princesa Luiza Marija Amelija Belgijska se je rodila 18. februarja 1858 v belgijski kraljevi palači v Bruslju. Rodila se je v razmeroma mladi državi. Belgija je šele pred kratkim pridobila svojo neodvisnost po revoluciji leta 1830, po stoletjih vladavine Burguncev, Špancev, Avstrijcev, Francozov in Nizozemcev. Njen oče je bil princ Leopold, prestolonaslednik, ki je leta 1865 postal Leopold II. Kralj Belgijcev. Ob njenem rojstvu je bil njen dedek, prvi belgijski kralj Leopold I., vladajoči monarh. Luizina mati je bila Marija Henrieta Avstrijska, članica avstrijskih Habsburžanov, kraljeve družine, ki je vladala Belgiji večino 18. stoletja. Z Leopoldom se je poročila leta 1853. Luiza je bila prvi otrok iz zakona Leopolda in Marije Henriete. Kot dojenčka jo je njen oče opisal kot zelo modro in bledo. Šalil se je, da ima temne oči in velik nos, povsem podoben njegovemu. Žal se je izkazalo, da je bilo to vrhunec njunega odnosa, kot bomo kmalu videli. Sledili so še 3 otroci. Deček po imenu Leopold leta 1859, nato pa še 2 hčerki, Štefanija in Klementina, leta 1864 in 1872. Toda kraljevo družino je doletela tragedija. Leta 1869, ko je bil mladi Leopold star komaj 9 let, je umrl zaradi zapletov pljučnice, ki so bili posledica padca v ribnik prejšnje leto. Njegova smrt je uničila belgijsko kraljevo družino, 10-letna Luiza pa je ostala v globoki žalosti. Ta izguba je kralja Leopolda II. Pustila brez moškega naslednika, še poglobila razpoke v že tako težavnem zakonu s kraljico Marijo Henrieto in pustila njune otroke, da so odraščali v napeti, razklani družini. Par si je delil malo skupnih interesov, malo naklonjenosti in kot pri mnogih drugih kraljevskih zakonih tistega časa je bila njuna zveza sklenjena zaradi dolžnosti, ne zaradi ljubezni. Kot najstarejša hči belgijskega kralja se je od Luize pričakovalo, da se bo poročila v ugledno kraljevsko aristokratsko družino, da bi okrepila diplomatske vezi majhnega kraljestva. Belgija je bila v tistem času manjša sila, ko so bile evropske velesile ujete v boj, kjer je pogosto veljalo pravilo močnejšega. Prusija in njene nemške zaveznice so na primer leta 1870 šle v vojno s Francijo in po kratki vojni Francozom odvzele pokrajini Alzacijo in Loreno. Države kot je Belgija so se dobro zavedale, da potrebujejo močne zavezništva za zagotovitev svoje dolgoročne varnosti. Tako so o prihodnjem možu Luize razpravljali že, ko je bila zelo mlada. Medtem je Luiza odraščala v različnih kraljevih palačah in rezidencah v Bruslju in njegovi okolici. To je vključevalo kraljevo palačo v središču mesta in ločeno rezidenco v Lačnu na obrobju mesta. Njen oče je bil tih, odmaknjen človek, njo in njene sestre pa je večinoma vzgajala njena mati. Otroci so se šolali doma, kar je bilo povsem običajno za kraljevske družine v 19. stoletju. To je vključevalo učenje predmetov, kot so francoščina, nemščina, angleščina, matematika, zgodovina, klasični jeziki in religija. Ena od stvari, o kateri bi se Luisa učila, je bila kulturna razdeljenost v Belgiji, ki je bila že očitna v državi, kjer so živeli tako protestanti kot katoliki, pa tudi govorci nizozemščine, nemščine in francoščine v različnih regijah. Kot že omenjeno, sta imela Luiza na starša napet odnos, vendar je bil Leopold odločen, da bo imel še enega sina po smrti njunega edinega dečka. Zato je poskušal oživiti zakonsko življenje s kraljico, vendar so upi splavali po vodi, po spontanem splavu marca 1871. Ko se je julija 1872 rodila Klementina, je spoznanje, da ne bo moškega naslednika, njun zakon pripeljalo do točke preloma. Ker so lahko belgijski prestol podedovali le moški, je Leopold večino svoje vladavine boleče zavedal, da nima neposrednega naslednika. V letih, ki so sledila, se je kraljica Marija Henrika vse bolj umikala z dvora.
Sčasoma je postala znana kot kraljica Spa zaradi časa, ki ga je preživela v belgijskem zdraviliškem mestu, na mesto ob Leopoldovi strani. Do časa francosko-pruske vojne leta 1870 je Leopold verjel, da ga bodo prisilili, da svojo hčer poroči z Ludvikom Napoleonom, sinom in naslednikom Napoleona III. Francoskega cesarja. Vendar je bil Napoleon med vojno strmoglavljen in po konfliktu je bila v Franciji ponovno vzpostavljena republika. Pogajanja so se nato nadaljevala z različnimi drugimi snubci. Tisti, ki so ga na koncu izbrali, je bil Ferdinand Filip, princ Saško-Coburga in Gothe, iz ene najuglednejših aristokratskih rodbin Nemčije. Filipova družina je bila povezana tudi s francosko in britansko kraljevo družino. Filip pa se je rodil v Parizu kot vnuk kralja Ludvika Filipa I. Francoskega, ki je vladal državi med letoma 1830 in 1848. Pravzaprav so ga Filipove kraljevske povezave neposredno povezovale z Luizo. No, oba sta bila tesno povezana, saj sta bila po očetovi strani druga bratranca, po materini strani pa prva bratranca v enem kolenu. Torej, čeprav Filip ni bil dedič pomembnega evropskega prestola, je še vedno pripadal mogočni in ugledni dinastiji. Po dolgih pogajanjih in preloženem obredu se je par končno poročil v kraljevi palači v Bruslju 4. februarja 1875, pri čemer je bila Luiza stara komaj 17 let, Filip pa 31. Luiza je imela velika pričakovanja glede zakona, saj je Filipa srečala že večkrat pred poroko in ji je bil sprva všeč. Vendar pa je zakon postal prava katastrofa. Filip je bil 14 let starejši od nje. Razlike v njunih osebnostih pa so kmalu postale očitne obema. Kasneje je v svojih spominih zapisala, da ni imela pojma, kaj naj pričakuje na poročno noč, izkušnjo pa je opisala kot tako travmatično, da je naslednje jutro v spalni srajci pobegnila iz palače in se skrila v rastlinjaku. V tednih, ki so sledili, je opisala vznemirjajočo rutino, v kateri je Filip naročil, naj mu natoči vino, medtem ko je on pred spanjem bral erotične knjige. Poleg tega jo je zakon ločil od družine in po kratkem obisku evropskih prestolnic sta se s Filipom nazadnje ustalila na Habsburškem dvoru na Dunaju. Nastanila sta se v palači Kolberg, ki je bila sicer veličastna, saj je bila zgrajena v 40 letih 19. stoletja, a je Luiza kasneje o tem kraju govorila precej manj laskavo. Trdila je, da je bila oprema čudna, prostori temni, njena velika soba pa jo je strašila. Še huje je bilo to, da sta tukaj živela skupaj s Filipovimi starši, Luiza pa je svojo taščo doživljala kot oblastno žensko, ki je imela v gospodinjstvu prevelik nadzor. Kljub tem težavam sta zakonca tukaj dobila dva otroka. Leopold Klement se je rodil leta 1878, 3 leta kasneje, leta 1881, pa se je rodila hči Doroteja Marija Henrika. Do zdaj sta njen zakon in družinsko življenje postala napeta. Spori z možem so bili pogosti, odnosi s taščo pa naj bi bili težavni. S tem se je spopadala tako, da je zapravljala veliko denarja, kmalu pa je postala ekstravagantna dama iz visoke družbe, ki je veliko časa preživljala zunaj po Dunaju. Sprva jo je materinstvo večinoma zadrževalo doma, a po 2 spontanih splavih je njena nemirnost naraščala. Proti koncu 80. let 19. stoletja je večino vsakodnevne skrbi za otroke prevzele guvernante. Louise pa je vse pogosteje iskala čas zunaj palače Kolberg. Louisine vse pogostejše odsotnosti so kmalu dobile veliko bolj škandalozno razlago. Leta 1883 se je Louise zapletla v strastno razmerje z vojaškim atašejem svojega moža. Ko je leta 1888 umrl, je Louise hitro prenesla svoja čustva na njegovega naslednika, barona Nikolaja Dorja, s katerim je imela razmerje, ki je trajalo vse do Dorjeve poroke oktobra 1893, ko se je nenadoma končalo. Govorice o vedenju Louise so se kot požar razširile po Habsburškem dvoru in kmalu po vsej Evropi, kar je povzročilo tolikšno zadrego, da sta oba njena starša iz Belgije zaman poskušala ustaviti škandal. Novica o hčerini nezvestobi je Leopolda II. Izjemno razjezila in prispevala k njegovi vse večji sovražnosti do nje. To je bilo pomembno, ker je Leopold zaradi svojega osebnega vladanja Kongu v Afriki postal izjemno bogat, Louise pa je računala na ogromno dediščino. A kot boste kmalu videli, to se ni uresničilo. Leta 1895 je Louise začela strastno razmerje z mladim hrvaškim častnikom, grofom Gizo Matačićem.
Od trenutka, ko sta se spoznala, je bila očarana. Bil je postaven, držen in 9 let mlajši od nje. Imel je le 27 let, ona pa 37. Ko so se govorice o njuni zvezi razširile, je na Habsburškem dvoru izbruhnil škandal. Potem so se zadeve zaostrile 18. februarja 1898, ko je princ Filip, obupan, da bi rešil svojo čast, izval Gizo Matačiča na dvoboj, vendar je bil hitro poražen. Potem je Luiza pobegnila v Francijo in ko se je vrnila, so bile posledice brutalne. Njeni otroci so ji bili odvzeti, njen zakon je bil dejansko končan, a najhujše je šele prihajalo. Le nekaj tednov po dvoboju je Filip vrnil udarec na veliko bolj uničujoč način. Luiz je dal razglasiti za noro in prepričal cesarja Franca Jožefa I., da jo zapre v norišnico. Dali so ji kruto izbiro, vrniti se v palačo Kolberg ali preživeti preostanek svojih let v duševni ustanovi. Luiz se je odločila za drugo možnost in so jo poslali v ustanovo v Dublino blizu Dunaja. Kmalu zatem je bil tarča tudi Gizer. Obtožen ponarejanja dokumentov je bil aretiran in vržen v zapor. Novica o Luizini prisilni internaciji je hitro pricurljala v javnost in avstrijski tisk je izrazil veliko sočutja do padle princese. Zaskrbljen zaradi škandala, Grumman jo je Filip leta 1899 tiho odstranil iz Avstro-Ogrskega cesarstva in jo premestil v ustanovo v Saški. Tam je izginila iz javnosti. Več let ni videla nobene družine, razen enega samega srce parajočega obiska njene hčerke Doroteje februarja 1903. Medtem je Giza, ki je bil zaprt blizu Dunaja, začel nepričakovano romanco z Marijo Štuger, 23-letno poročeno žensko, ki se je zaposlila v zaporu samo zato, da bi ga spoznala. Pridobila je njegovo zaupanje, postala njegova ljubica in se povsem posvetila prizadevanjem za njegovo izpustitev. Najemala je odvetnike, dvigovala prah v tisku in tudi potem, ko so jo odpustili iz zapora, nadaljevala svoj boj od zunaj. Njena vztrajnost se je na koncu obrestovala in Giza je bil avgusta 1902 pomiloščen. Ko je bil enkrat svoboden, je Giza poskušal zbrati podporo za Luizo s članki in spomini, vendar se ni nič spremenilo, dokler mu usoda ni ponudila priložnosti. Poleti 1904 je bila Luiza poslana v Bad Elster v Saški na zdraviliško kuro, kjer je bilo nadzor očitno precej manj strog. Izkoristil je trenutek in Giza je organiziral njen pobeg. Z Marijino pomočjo pa so Luizo odpeljali stran in vsi trije so pobegnili čez mejo v Francijo. Končno, po več kot 6 letih ujetništva, je bila Luiza svobodna. Naslednje leto je bila Luiza uradno razglašena za prisebno, leta 1906 pa je bila njena dolgo odlašena ločitev končno urejena. Princ Filip ji je dodelil spoštljivo mesečno pokojnino, vendar je bila Luiza, ki je bila dolgo navajena razkošnega življenja, kmalu v dolgovih. Do zdaj je bila Marija Stolga že ni bila več del zgodbe, Luiza in Gizer pa sta ostala skupaj do konca življenja, čeprav se nikoli nista poročila. Luižin oče je umrl 17. decembra 1909 v starosti 74 let. Njena mati je umrla leta 1902, ko je bila v zavodu. Čeprav so krožile govorice, da se je poročil s svojo dolgoletno ljubico Caroline Lacroix že leta prej, ki jo je spoznal v Parizu leta 1900, ko je bila stara 16 let, se je v resnici Leopold z njo poročil šele 5 dni pred svojo smrtjo. Spremenil je tudi določila svoje oporoke, kar je povzročilo dedni spor, ki je zaznamoval preostanek Luizinega življenja. Članek v časopisu The Times je povzel težave. V članku so zapisali, da bo Leopolda brez težav nasledil njegov nečak Albert kot kralj Albert, v skladu z belgijsko zakonodajo, ki prepoveduje žensko nasledstvo na prestolu. Vprašanje njegove zapuščine je bilo veliko bolj zapleteno. Leopold je imel z Lacroixovo 2 hčerki, poleg Luize in njenih sester. Čeprav je bil Leopold izjemno bogat zaradi skoraj četrt stoletja trajajočega feuda, ki si ga je ustvaril v Kongu, je zapustil le za približno $6 milijonov premoženja, ki naj bi si ga razdelile Louise, Stephanie in Clementine. Preostanek njegovega bogastva je šel Lacroixovi. Novica o razdelitvi dediščine je šokirala Evropo. Kmalu se je začela pravna bitka, saj sta Louise in njeni biološki sestri izpodbijali očetovo oporoko. Louise je ukrepala še posebej hitro in časopisi so poročali, da so sodni izvršitelji že prispeli na dom Lacroixove, da ji vročijo pravne dokumente. Na koncu pa so sodišča lahko ponudila le majhno zmago. Leta 1914, po letih ostrih pravnih bitk,
sta Louise in njeni sestri prejeli nekaj več kot 5 milijonov frankov, vsaka iz očetove zapuščine. Kralj Leopold II. Je verjetno slutil, da se bo nekaj takega zgodilo, saj je bil velik del denarja skrit v holdingih zunaj Belgije, ki so bili ustvarjeni prav zato, da bi bilo njegovim hčeram težko izpodbijati finančne dogovore, ki jih je sklenil. Zaradi tega so bile Louise in njene sestre dejansko izključene iz očetove dediščine. Izplačilo, ki so ga prejele, se je morda zdelo ogromno navadnim ljudem, in tudi je bilo, vendar v primerjavi z Lacroixom so bile sestre povsem prezrte. Louise in Gizer sta se več let po dediščinskem sporu selila naokoli. Nenavadno je, da sta se pred izbruhom Prve svetovne vojne vrnila v Dunaj, kljub številnim težavam, ki sta jih tam doživela v preteklih letih. Ko je izbruhnila vojna, so jo prosili, naj zapustita državo. Avstro-Ogrsko cesarstvo se je v vojni povezalo z Nemčijo. Prva poteza Nemcev ob začetku spopada pa je bila invazija na nevtralno Belgijo. Zato Avstrijci niso želeli, da bi bila hči nekdanjega belgijskega kralja na Dunaju. Čeprav sta bila izgnana iz Avstro-Ogrske, para ni mogel oditi niti v domovino Louise, saj je bila pod nemško okupacijo. Zato sta odšla živet v München v južni Nemčiji. Medtem ko je živela v Münchnu, je izvedela, da je bil njen sin Leopold Clement vpleten v incident 17. oktobra 1915, ko se je sprl svojo ljubico, ki ga je nato večkrat ustrelila in mu razbila kozarec žveplene kisline na glavi, preden je pištolo obrnila nase. Preživel je, vendar je utrpel hude poškodbe, opekline od kisline, izgubo enega očesa, zlomljena rebra in raztrgano vranico. Po 6 mesecih agonije, boja z okužbami in zapleti zaradi svojih ran, je umrl aprila 1916. Da bi še poslabšali njeno stisko, so Gizerjevo aretirali naslednjega avgusta in jo poslali v taborišče za vojne ujetnike v Budimpešti. Louise se je končno vrnila v Avstro-Ogrsko, da bi zagovarjala Gizin primer, vendar je bila takrat že vse bolj obubožana. Ker je bila Belgija pod okupacijo, so iz sredstva, na katera se je prej zanašala, nenadoma prenehali nakazovati in njena finančna situacija se je še poslabšala. Do začetka leta 1917 so njeni dolgovi narasli na osupljivih 30 milijonov mark. Ko so jo razglasili za insolventno, ni mogla storiti drugega, kot da je nemočno opazovala, kako so njeno preostalo premoženje odpeljali in prodali na dražbi. Povsem brez sredstev je uspela preživeti le zaradi občasne pomoči, ki sta jo pošiljali hči Doroteja in sestra Štefanija. Olajšanje za Louiso in njenega ljubimca je prišlo ob koncu Prve svetovne vojne in porazu Nemčije ter Avstro-Ogrske. Na koncu so ga izpustili in skupaj sta odšla v Francijo, medtem ko se je stara Habsburška monarhija razpadla na več različnih držav in več let notranjih vojn. Ker ni imela denarja, se je Louisa v Franciji lotila pisanja svojih spominov in jih leta 1921 izdala pod naslovom Okoli prestolov, ki sem jih videla pasti. Čeprav je knjiga ponudila zanimiv pogled v škandale evropskih dvorov v zatonu cesarske dobe, niti ona, niti Gizer nista živela dovolj dolgo, da bi uživala večje honorarje. Umrl je zaradi uremije in težav s srcem jeseni leta 1923, ko sta živela v Parizu. Louise se je potem ponovno preselila v Nemčijo, vendar tudi ona ni dolgo živela. Umrla je v Wiesbadenu v revščini 1. marca 1924, pri 66 letih. Njena edina preživela hči Doroteja se je poročila z Ernstom Gunterjem, vojvodo Schleswig-Holsteina. Nista imela svojih otrok, čeprav sta posvojila več otrok. To pomeni, da je Louisin biološki rod izumrl, ko je Doroteja desetletja kasneje umrla leta 1967. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o princesi Louisi Belgijski. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njenem življenju in če imate kakšne predloge, jih prav tako pustite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. No, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem delu Pozabljenih življenj. Hvala.